Lepo pozdravljeni. Moja gostja je Nataša Konc-Lorencuti, moje ime pa je Gaja Kos in sem pri založbi Miš Natašina urednica. Jaz sem ta pogovor zasnovala tako, da bom najprej na kratko predstavila Natašo, potem pa bova počasi od bolj širših vprašanj, ki zadevajo pisateljski poklic, prihajali do konkretnih knjig in seveda do knjige v fokusu, Kdo je danes glavni. Nataša Konc-Lorencuti je študirala na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. Nekaj časa je bila aktivna kot igralka, potem pa je vrsto let poučevala igro in govor na gimnaziji Nova Gorica, kjer je z dijaki tudi marsikatero svoje delo in pa seveda tudi tuja dela uprizorila. Je uveljavljena mladinska pisateljica, ki je za svoja dela prejela številne nagrade in nominacije zanje. Res lep kupček nominacij za nagradi Desetnica in Večernica, nominacijo za Levstikovo nagrado, priznanje Zlata hruška za najboljše izvirno leposlovno delo za knjigo Kdo je danes glavni. Njen mladinski roman Avtobus ob treh pa je bil vključen tudi v nacionalni projekt Rastom s knjigo. Zaenkrat se je podpisala, upam, da sem prav preštela, če ne me boš popravila, pod 18 del za otroke in mladino in pod 4 za odrasle. Je pa Nataša tudi aktualna predsednica mladinske sekcije pri Društvu slovenskih pisateljev. Nataša, pišeš tudi za otroške revije, pa me za začetek zanima, kakšna, če sploh, je pri tebi razlika v ustvarjalnem procesu, ko pišeš eno zgodbico, ki bo v periodiki objavljena, ali pa ko veš, da snuješ knjigo? Pravzaprav so vse te zbirke kratkih zgodb za otroke nastale iz zgodb, ki sem jih prej pisala za periodiko. Moram pa priznati, da zdaj že dolg časa sploh ne uspevam napisati dovolj kratke zgodbe za recimo Ciciban in da karkoli sem v zadnjem letu poslala, se je zdelo v uredništvu predolgo. Tako da mislim, da sem nekako verjetno prerasla črtico za majhne otroke. Mogoče zato, ker so moji otroci med tem zrasli. Tudi do vloge tvojih otrok pri tvojem pisanju še prideva, ampak najprej pa bi se spet pomudila pri ustvarjalnem procesu, recimo tokrat, ko gre za snovanje knjige. Vem, da si zelo natančna, pa me zanima, koliko različic oziroma koliko enega popravljanja in spreminjanja je običajno deležno besedilo, preden ga izročiš v roke urednici oziroma uredniku. Se pravi tebi. Ja, zdaj bom mogoče kar pri tej konkretni knjigi povedala. To so bile res zgodbe, ki sem jih pisala za Ciciban, kakšna je tudi šla v reviji Mavrica, pa tudi kakšna v Cicidoju. In to so bile zgodbe, ki so leta in leta nastajale in sem jih potem priredila za to zbirko. Jih uredila v en tak vrstni red, ki je bil smiselen, se pravi, ker se zgodbe dogajajo v času enega leta, od Nikinega 4. do 5. rojstnega dne. Tako da je bilo potem v tem drugem delu že prej, ko jaz preden zgodbo oddam, jo seveda zelo pilim. Tako da res besede tečejo melodično in ritmično. To se mi zdi zelo pomembno. Jaz pravzaprav sem se zalotila, da na glas pišem, da ko pišem, govorim polglasno zraven, ker pišem zato, da res lepo zveni, da se besede ne zatikajo. Tako da je bilo že tam dovolj piljenja in potem, ko sem pa to urejala v zbirkico, pa sploh. Na koncu moram biti jaz zadovoljna, potem pa še urednik naredi svoje, in pač tebi kot urednici zelo zaupam, tako da če se tebi kje zatakne, sem prepričana, da se res zatika. Hvala. Omenila si že melodičnost in vem, kako pomembno je zate, da stavki zvenijo. To je verjetno povezano s tvojim študijem, tudi z magisterijem, ki si ga opravila na akademiji, verjetno, kaj ne? Ja, pač jaz sem pravzaprav profesorica govora. Kot igralka sem bila seveda ves čas v stiku z besedilom, z govorjenim besedilom. Vedno sem bila
zelo spoštljiva do lektorskih napotkov in popravkov, tako da sem se iz tega ogromno naučila. Verjetno še več kot med študijem sem se naučila potem v gledališču od gledaliških lektorjev, ki so seveda pozorni na logične poudarke, na tek besed. Včasih tudi lektor dramatika popravi zaradi tega, ne? Ker dramatik mogoče ni mislil, kako bo zdaj to v govoru zvenelo. Ko pa ti moraš to povedati na odru, pa če se zatika, res ni v redu. Tako da se mi je ta posluh zelo izostril. V mojih 14 letih poučevanja govora pa sploh, zato ker sem v glavnem v svojem delovnem času poslušala slabo govorjenje in ga skušala popravljati in se mi je pri tem izostrilo uho. Tako da včasih že kar moteče, poslušam koga govoriti, včasih sploh ne poslušam več vsebine, ampak samo še napake. Tako da mi to zelo pomaga pri pisanju, zato ker mi vsaka zapisana beseda zveni v glavi, no? Misel, ne beseda, vsaka misel mi zveni v glavi. In zato se mi potem včasih zgodi, ko mi lektor pregleduje besedilo, ko mi zamenja vrstni red besed, se meni vse podre. In običajno potem zato ne upoštevam natančno lektorjevega navodila, ampak poiščem tretjo varianto. Se pravi, če moja ni bila dobra, lektorjeva se zatika, jaz potem poiščem neko drugo varianto, da zopet lepo teče. Uvodoma sem že omenila, da besedila z dijaki tudi predstavljaš oziroma postavljaš na oder. Pa me zanima, ti je lažje delati s tvojimi lastnimi besedili ali s tujimi? Vem, da ste večkrat postavljali na oder recimo besedila, ki so bila prepisana za maturitetni esej, kaj ne? Pa še to me zanima, ti, ki imaš to dvojno izkušnjo, a ne? V kolikšni meri se na koncu vsebini razlikujeta oziroma kako različno besedila živijo v eni in drugi obliki, torej na papirju ali na odru? Zelo velika razlika je. Zdaj najprej bom povedala, da sem letos nehala poučevati, da sem zdaj se odločila, da bom nekaj časa poskušala preživeti kot pisateljica na svobodi. Tako da zdaj sem ta stik izgubila in sem tudi vesela, da sem ga, zato ker se mi zdi gledališče na daljavo znanstvena fantastika. To v bistvu sploh ne obstaja. Spomladi sem še poučevala, pa mi je bilo tako rekoč brezupno, ker smo imeli bralne vaje po telefonu in potem seveda skupinske dinamike ni. No, ampak da se vrnem na tvoje vprašanje. Zelo težko mi je bilo svoje tekste uprizarjati zato, ker me je bilo tako strah, da se dijakom ne bo zdelo v redu. Če imaš ti nek tekst nekoga drugega v rokah in ga z dijaki uprizarjaš, si odkrito kritičen do določenih replik in rečeš, joj, kako je pa to si predstavljal, svet, tako pa ljudje ne govorimo, ne? Če sem pa jaz svoje dialoge z njimi, pa da sem začutila, da to pa ne zveni, da to pa ni govorljivo, mi je bilo takoj, sem bolj ranljiva. Ker sem si rekla, to pa ni nekdo drug slabo napisal, to sem pa jaz slabo napisala. Tako da sem tudi svoje tekste, recimo dramatizacijo romana Lica kot češnje, ki sem ga morala zelo, zelo prirediti, da je to sploh šlo na oder, zato ker je tako zelo pripovedni roman in ima zelo malo dialogov, sem neskončno spreminjala, še tekom študija uprizoritve neskončno sem spreminjala. Dialoge smo na koncu, res, ker v prozi, v romanu so dialogi precej bogati, ljudje v bistvu govorijo tudi stvari, ki jih mogoče res ne bi v enem vsakdanjem pogovoru. Tam pa dva najstnika na odru, joj, ni mogel reči njej, ne, joj, kako imaš ti lepa lička, taka kot češnja. Mislim, to so se tako smejali, tega res ne bi noben najstnik rekel svoji sošolki, no. Ampak v romanu je pa to bilo, ne. Tako da me je bilo sem kar zardevala, no, ko smo to delali in smo seveda pol spremenili. Tako da je rekel, lepa lička imaš, ne. Čisto nekaj drugega, kot je bilo v romanu. Tako. Medtem, ko sem pa delala recimo dramatizacije, včasih sem uprizorila z dijaki, z maturanti, drame, ki so bile predpisane za njihov strokovni predmet na maturi. Včasih mi pa nobena od teh dram ni bila všeč, sem se pa lotila dramatizacije romana, tako sem dramatizirala Ubežne delce in s tem sem imela ogromno veselja, ker je tako zelo lep roman. In smo res skupaj smo ustvarjali. Se pravi, jaz sem neke dialoge napisala, pa smo jih potem še zelo oblikovali v času, ko smo jih postavljali na oder. To je vse delo z jezikom, ki ga imam res rada.
Ubežni delci so imeli kar veliko vpliv na te, tudi, če sem prav razumela, tudi na roman, ki ga ravno snuješ. Ja. Te bom tudi prosila, da boš kaj povedala o njem v nadaljevanju. Zdaj bi te pa vprašala, torej vemo, da si seveda tudi strastna bralka, ne samo pisateljica, čeprav se vsake toliko najde kakšen pisatelj, ki čisto nonšalantno reče, da on pa že nima čas, da bi bral druge, ne? No, to pri tebi seveda ni tako. Pa me zanima, na kak način se tvoja ustvarjalnost napaja oziroma oplaja z deli drugih? Ja, iz ene take čisto odkrito srčne fovšarije. Zdaj, mislim, bom uporabila lepo slovensko besedo, se pravi nevoščljivosti, ki je zdrava, se mi zdi zdrava in spoštljiva. Zato, ker ko jaz preberem dobro delo enega mladinskega pisatelja ali pa enega pisatelja za odrasle, mene tako navdušenje prevzame, da dobesedno zavidam temu človeku, kako mu je to uspelo dobro povedati. In to take vrste nevoščljivost, se mogoče ni prava beseda, malo se hecam. Ampak to je take vrste nevoščljivost, ki mene spodbudi in si rečem, to bi pa jaz tudi rada znala tako povedati. Na ta način nikomur nikoli ne ukradem ideje, ampak mogoče se mi ena ideja ob njegovi porodi, pa si rečem, ob tem bi pa jaz še to lahko rekla, ne? In potem iz tega izpeljem neko svojo zgodbo, no. Se na tak način so me ubežni delci vznemirili, bova lahko tudi kaj o tem rekla, kar zdaj delam. Bova tako, jaz samo še vmes imam eno drugo vprašanje, in sicer, ali imaš kakšnega stalnega testnega oziroma prvega bralca? In kako pomemben ti je? Nimam stalnih, za vsako stvar si izberem koga drugega. Za roman, ki je izšel nazadnje, za Gremo mi jutri krasne, so bili to bolj strokovnjaki z področja motenj mladostnikov. Medtem ko zdaj, pri tem, kar zdaj delam, so pač ljudje, ki malo vejo o polpretekli zgodovini. Potem pa, ja, mogoče imam eno prijateljico, ki je tudi pisateljica, pa si drugi bereva. Tako si pomagava, no, si nisva zavistni, si lepo pomagava med sabo, tako da si upava res reči, da me ni strah, da jo bom prizadela in nje tudi ne, da bo mene. Na tak način je to smiselno, kaj ne? Je pa brez testnih bralcev si ne predstavljam nečesa kompleksnega izdati, zato ker ko nekaj dam iz rok, sem tako zasičena s tem tekstom, da določenih vrzeli ne vidim, določenih nelogičnosti enostavno ne vidim. Tako da se mi zdi fino, da preden dam uredniku, ne, da še nekdo drug to prebere. Zato, ker potem pa, ko odkrije nekaj, če res nisem videla, si pa rečem, joj, pa res, ne, kako da mi ni prej vklopilo. Ja, potem postanejo stvari očitne, ne, ampak prej pa ne. Ja, ampak se je isto v gledališču, ne, se zato pa igralec rabi režiserja in režiser rabi dramaturga, zato ker, ko si ti tako zelo potopljen v neko ustvarjalno delo, si noter, ne moreš pogledati od zunaj, zato rabiš nekoga, ki je zunaj. Drži, ja. Zdaj si že omenila, da so bili prvi bralci romana, ki zdaj nastaja. Ja. Ljudje, ki se spoznajo na polpreteklo zgodovino. Zdaj, ta roman se loteva zelo občutljive, pa hkrati tudi zelo vznemirljive, zanimive teme. Pa bi te mogoče kar prosila, in še to, no, mogoče da poudarim, da je to en tak crossover roman, mogoče celo bolj za odrasle kot za mladino. Pa bi te kar prosila, no, če nam mogoče, oziroma če poslušalcem lahko malo več razkriješ, zakaj gre. Ja, do zdaj nisem še nikomur, nisem hotela javno razkriti, ampak mogoče malo namignem, no. Gre za, mene ves čas vznemirja vprašanje, kako lahko odraste otrok, ki je bil kot dojenček ali pa kot zelo majhen otrok izgubljen oziroma vzet staršem in odrašča tako rekoč brez svoje identitete. In to se pravzaprav skozi našo zgodovino nenehno dogaja. In ko sem gledala dokumentarni film Maje Weiss, Banditenkinder, sem bila v takem šoku, da nisem mogla nehati razmišljati o tem. Se pravi o otrocih, ki so bili leta 1942 ukradeni staršem, družinam upornikov, mame so jim
skoraj vse, redko kakšna se je vrnila umrle v Auschwitzu, oni so bili pa odpeljani v taborišča na ozemlju takratnega Rajha in so bili v bistvu preuzgajani. Kar me je pa najbolj pretreslo in sem takrat sploh prvič slišala, je pa to, da so bili najmlajši, torej dojenčki, popolnoma germanizirani, odtujeni in vključeni v rejo v nemške družine. Tako da so še danes živeči posamezniki, ki zdaj odkrivajo, od kod so sploh prišli. V svojem romanu sem se pa potem dotaknila tudi tega, da se je to po vojni potem še enkrat zgodilo, ne? Da so pa potem otroci domobrancev in nasprotnikov režima pristali zopet v enakem položaju. Se pravi, starše so jim pokončali oziroma odpeljali. Oni so bili pa potem prek taborišča na Petričku vključeni v zavode in v rejniške družine. Tako da sem to povezala. Se pa seveda to še danes dogaja, ne? In potem me pa še šokiralo, ker so lansko jesen prišle ven informacije o teh beograjskih otrocih, ki so bili pa v 80-ih letih ukradeni v porodnišnicah in so tudi danes začeli odkrivati, da so pravzaprav posvojeni. Skratka, ta tema me je tako vznemirila, da sem jo zdaj nekako skušala vplesti v sodobno zgodbo, sodobne 19-letne deklice, maturantke, ki umre babica in potem ona počasi začne iskati stvari, ki se jih babica sploh ni spomnila. Ampak nekaj je pa vedela in potem ta punca, ki je zelo v stiku s sabo in s svojo željo, da bi rada raziskala svoje korenine, začne odkrivati. Ja, res zelo zanimivo branje. In tudi tvoj pristop je bil zelo študiozen. Ti si po terenu hodila, ogromno si se pogovarjala, ne, z ljudmi, ki so v bistvu na nek način to še doživeli, ne. In se mi zdi, da za razliko od otroške literature, ne, naprimer knjig, kakršna je Kdo je danes glavni, terjajo kakšne teme iz mladinske literature, pa tudi odrasle, pač dejansko več enega raziskovanja, več ene predpriprave, kar je pa verjetno samo po sebi zelo zanimiv del vsega skupaj, kaj ne? Tudi v romanu, mladinskem romanu Gremo mi jutri krasne, ki si ga že omenila, se posvetiš dvema temama, ki ju prepletaš, in sicer motnjam hranjenja in odvisnosti od tehnologij sodobnih, torej od takšnih in drugačnih zaslonov. In se spomnim, ko sva delali na njem, si mi razlagala, kdo vsega je bral, kam vse si šla, s kom vse si se pogovarjala. Mogoče, da opišeš malo ta proces same predpriprave na pisanje, ko se lotevaš takšnih tem, ki pač res terjajo neko natančnost in točnost oziroma resničnost, ne? Ja. Ta tema me je seveda vznemirjala, že dolgo je pa v bistvu roman nekakšno nadaljevanje prejšnjega, Avtobusa ob treh, kjer že malo nakažem, da fantje pa res drug drugemu zavidajo, se pravi tisti, ki ima malo manj dostopa do tehnologij, malo bolj stroge starše, zavida tistemu, ki ima malo več dostopa, pa malo bolj popustljive starše. Skratka, v tem romanu Gremo mi jutri krasne so ti fantje zdaj stari 16 let in hodijo v prvi letnik gimnazije. In to lahko že postane velik problem. Da to postane problem, vem, ker sem pač poučevala na gimnaziji in sem opažala, kako se generacije spreminjajo in kako je vsaka generacija malo manj bralsko razgledana in malo bolj zasvojena z raznimi, ne samo s tehnologijami, ne samo z igrami, ampak tudi z mnenji z družabnih omrežij. Zdajle recimo pravijo, moji otroci pravijo, da je zdajle trenutno večina od majhnih in večjih otrok popolnoma zasvojenih s TikTok omrežjem. Tako res, da se prav ponaumljajo. To mi moji doma pripovedujejo, da njihovi vrstniki sploh se ne znajo več o ničemer drugem pogovarjati, kot samo še o TikToku. Tako, no, to me je vznemirjalo. Začela sem seveda brati ogromno literature o digitalni demenciji, o tem, kaj se pravzaprav dogaja z možgani,
če niso aktivni na tak način, kot smo mi navajeni, ker ko bereš, ne, si ustvarjaš svetove, medtem ko samo buliš, se ti jih pa ni treba. Skratka, zelo veliko sem prebrala in potem, ko pa začnem pisati, me pa vedno skrbi, da bom skozi zgodbo skušala povedati preveč o tem, kar sem se jaz naučila. Ne. To je zelo nevarno, ker ti moraš pa zdaj skozi zgodbo junaka, ki ničesar ne ve o tem, povedati tisto, kar ti pa že veš. Ne. Tako, Pa, da ne deluje na silo, ne? Da ne deluje na silo, da ne deluje zdaj kot neka pridiga ali pa da ne deluje zdaj, jaz sem zdaj vse to preštudirala, ne? In zdaj moram skozi ta roman to povedati. V bistvu moram skriti to, kar sem preštudirala. In isto je zdaj s to zgodovinsko zadevo, ko delam, pa zdaj, ko pilim, ne, ko grem zdaj drugič, tretjič, četrtič skozi, imam občutek, o tem še nisem povedala, pa te letnice, pa teh podatkov, pa tako, ampak v bistvu vem, da ne smem preveč, ne, zato ker potem je to zgodovinski učbenik, ni več zgodba. Torej, zdaj zadnje čase si malo stopila na področje problemskih tem. Ja. Pa me zanima, kako jih ti vidiš? So mladinske literature nujne? Lahko mladi bralci od njih kaj odnesejo v smislu, da se jim lahko konkretno v pomoč? In pa še je kakšna, ki te zdajle vznemirja in nameravaš o njej kdaj kaj napisati? Še ena tema me vznemirja, ampak tega pa res ne bom povedala. Kaj je tisto? To imam na tistem seznamu prihodnjih del, ki se jim bom posvetila. Spet seveda študiozno, spet moram ogromno prej prebrati in obiskati ljudi. No, ampak seveda je potrebna mladinska literatura, kar mene najbolj skrbi je to, da pač mladi teh romanov pol ne berejo, ne? Da v bistvu včasih, ko pišem, ko razmišljam, imam že skoraj bolj pred očmi odraslega bralca, ki se ukvarja z mladinsko književnostjo, kot mladostnika, ki bo to bral. Tako da to me res skrbi, no? Zakaj se je to zgodilo in se sprašujem, ali se bo vrnila ta bralska strast, ki smo jo mi tako, meni je bilo tako lepo iti zvečer spat, ne zato, ker sem bila zaspana, ampak zato, ker bom še malo brala. In to me spremlja celo življenje, zmeraj grem rada spat, zato da še malo berem. Ali so sploh še taki otroci in mladostniki na svetu, ki grejo zvečer s knjigo v posteljo? To me skrbi, no. Tako da, ampak bom pa seveda še naprej pisala zanje, mogoče se bo pa kdo vrnil, mogoče se bo pa kdo zbudil, ne? Mogoče se bo kdo vrnil, pa vsekakor je tudi vredno zalagati z dobrimi knjigami tisto peščico, ne, ki pa ostaja pri knjigah. Ja. Zdi se mi, da imaš v zadnjih letih več knjig za mladostnike, kot pa za Nike in podobne kratkohlačnike. Pa me zanima, že si na začetku omenila svoje otroke in to, da so zdaj že pač večji. Torej, ali je ta v bistvu prehod povezan kaj z odraščanjem tvojih lastnih otrok? Ali se je zgodilo čisto spontano? Ne, jaz mislim, da je to povezano. Čeprav zadnjič smo se pogovarjali z enim prevajalcem, ki je bil na rezidenci v Ljubljani, pa smo se dobili skupaj enih par mladinskih pisateljev in on. Pa sem jaz se je vsak od nas malo predstavil in sem rekla, da pač moje pisanje raste skupaj z mojimi otroki. Potem je pa Anja Štefan spregovorila, pa je rekla, moje pa ne. In meni se je zdelo to tako zanimivo, ne? Ona ima odrasle otroke, ampak še zmeraj piše za majhne otroke. Tako res, ona se je tako res specializirala v tem, jaz pa niti ne, jaz pa neke nove teme me potem začnejo vznemirjati, ki mogoče sploh niso tako direktno povezane z mojimi odraščajočimi in odraslimi otroki, ampak bolj z vprašanji, s katerimi se srečujem in kar nekako nimam več stika z majhnimi otroki, kar nekako nimam več te iskrice. Ne vem, najbrž so mi res v tak navdih. Moram pa povedati, da mojih mladinskih romanov moji otroci ne berejo. Jih preveč vznemirijo teme, moj način pripovedovanja, oni se počutijo tako, da jih razgaljam, pa nikoli ne pripovedujem stvari, ki so se v resnici zgodile. Ampak jih pripovedujem na tak način, kot da bi se njim zgodile. Tako, kot da bi se njim zgodile. Ne? In oni pa to torej rečejo, se čutijo preblizu v bistvu tvojemu pisanju. Da sem to preveč jaz in da so preveč oni, kar jaz razumem in jim tega nikakor ne zamerim in tako da mogoče zdaj zato, ker vem, da oni tega ne berejo, še bolj sproščeno pišem. Mogoče bojo brali pol, ko bom jaz stara ali pa ko bom umrla, ne vem, bomo videli, bodo povedali. Tvoja besedila so pogosto duhovita in tako je tudi v knjigi Kdo je danes glavni.
cel kup enih hecov je v njej. Pa me zanima, je to od nekdaj v tebi ali se tudi v tem uriš iz besedila v besedilo? Ja, urim se, čeprav je tudi humor lahko prisiljen. Zdaj, ne vem, zapišem si pravzaprav vsak preblisk, ki se mi zdi duhovit, in potem iz tega izpeljem v zgodbi bolj ali manj duhovito misel, za katero nikoli vnaprej ne moram vedeti, če bo res delovala duhovito tudi na bralca. Včasih kakšna stvar malo prismuknjeno potem izpade, ne? Tako malo prisiljeno. Meni se zdi zelo navaren prisiljen humor. Tako, če si rečeš, zdaj pa je smešno zgodbo napisal, to se mi zdi kar malo nevarno. Tako, Ja, na ukaz se ne da, ne? Ne. Edino, kar si ukažem, je, da mora biti res prostodušno povedano. In če je prostodušno povedano, potem pridobi to malo samoironično, humorno, duhovito noto. Tako. No, mislim, da je čas, da na kratko predstavim tole knjigo. Že na pogled taka živahna pisana. Kdo je danes glavni, je šla leta 2015. Leta 2018 pa je šlo še njeno nadaljevanje Zvezek in brezvezek, v katerem Nika, torej glavna junakinja tudi te knjige, končno postane šolarka, ki seveda nikoli ni dolgčas. V prvi knjigi torej v tej knjigi je Nika pa še majhna, je namreč najmlajša od 5 otrok, ima še 2 sestri in 2 brata. In komaj čaka, da bo glavna, kar naj bi se zgodilo na njen 5. rojstni dan. Ampak, ker je na začetku te knjige odpraznovala šele 4., pomeni, da bo do 5. treba še marsikaj doživeti in ušpičiti. No, ko pa Nika bo enkrat velika, potem bo imela pa izpit za kolo, lahko bo rezala z nožem, lahko bo nosila modrt, pa škorne s peto, lahko se bo vozila šolskim avtobusom in lahko bo uporabljala carske besede, kot so ful fajn ali pa ful bedno. Tudi besedne igre, ki absolutno niso tuje. In v tej knjigi se zdi meni res vrhunska zgodbica Ohraljevalnik zaslona, kjer se torej Nataša poigra z besedo zaslon, torej televizijski računalniški zaslon, in iz nje naredi 2 besedi, torej ohranjevalnik za slona, torej za žival slona. Mislim, da bo tu potrebne kar nekaj prevajalske možganske telovadbe, kaj ne, če bo sploh šlo. Ja, to sem se vprašala, kako bi to pravzaprav sploh prevedli. Tako kot še marsikaj drugega, ne? Recimo danes ko sem malo prelistala, da sem se na ta pogovor sploh pripravila, ker sem že na to knjigo skoraj pozabila. Pozabila sem, katere zgodbe točno so v njej. Sem se spomnila recimo na te pogovorne besede, kot je kiklica, ne? Ker imamo eno zgodbo kiklice, ki ni isto, kot če bi bila to krilca, ne? Ker krilca so lahko metulja, lahko so ptičja, lahko je krilo, ampak kiklica je pa res nekaj takega, ker je čisto nekaj posebnega in si tudi drugače predstavljaš, ne? To kiklico. Recimo, no, kako pa še bi pa... tako otroški izraz je v bistvu, ne? Še to pridoda. Ja, no, cel kup enih takih stvari, pri katerih bi se jaz, če bi bila prevajalka, verjetno kar dolg časa zadržala. Tako, no, sej potem je isto z naslovom nadaljevanja Zvezek in brezvezek, zdaj kako bi bilo to prevedeno. Do zdaj sem za 2 prevoda slišala. Eni so prevedli, organizatorji IBI kongresa so prevedli notebook and non-notebook. Ja, medtem ko antologije pa notebooks and gibberish pets. Čist drugačno. Ja, tako. Kar nekaj izzivov, po mojem. Ja, brezvezek je tako v slovenščini čist nekaj posebnega, ker dvoje pove, ne? Ja. Moram pa priznati, da to ni bila moja domislica, da to so mi pa otroci posodili, zvezek in brezvezek. Ja, kaj jim pa tudi ukradem. Ravno prav, da si to načela, ker je to hotelo biti moje naslednje vprašanje. Torej, velikega pomena v tej knjigi je velika družina. Tudi ti imaš veliko družino. In ravno to, no, me je zanimalo, če si dobila kaj materijala za zgodbice tudi od svojih otrok, torej, če si kdaj zapisovala kakšne hecne prigode ali pa posrečene izjave, ki si jih potem podtaknila kakšnemu liku.
Ja, predvsem posrečene izjave, ne? Ker česa tacga, ko si izmislil otrok, si jaz ne morem zmisliti. Enostavno si ne zmorem zmisliti. Lahko pa potem seveda iz tega naredim zgodbo. Tako da sem pač unovčila njihove ideje. Brezvezek je ena taka. Zaslon mislim, da niti ne, ohranjevalnik zaslona, da to mi je tako meni kapanlo. Ampak je pa kar precej takih. No. Recimo Enajstnik, to je ena knjiga, ki je še starejša od te. Enajstnik, ta tudi ni moja. Ne. To je pač moj sin narobe razumel, ko je dopolnil 11 let, je rekel, zdaj sem pa jaz enajstnik, ker je narobe mislil, da so najstniki, ne, da se reče enajstniki. In pol meni se je zdelo to tako fino, da se zdaj pravzaprav pri 11 že imenuješ enajstnik. Tudi cel kup izvirnih posrečenih dogodkov je v teh zgodbicah. Si tudi tukaj posodila iz realnega življenja ali so vsi zrasli v tvoji domišljiji? Ne, niso vsi, ampak nobena stvar se ni v resnici točno tako zgodila, kot je potem v knjigi napisana. Zato, ker literatura je nad vsakdanjostjo in potem neki se zgodi, neki so se igrali, neki so si domislili. Jaz sem si to kot en vzgib napisala, potem sem pa seveda napletla, tako da včasih potem še sama več ne vem, kaj se je v resnici zgodilo in kaj sem si jaz zmislila. Mogoče bi lahko ob tem povedala eno luštno anekdoto. Torej ob zgodbi Skrivališče, išla je v zbirki Čebelica pri Mladinski knjigi, se junak Tin igra skrivalnice na vasi z drugimi otroki in on je vedno grozno prizadet, kadar ga najdejo in ne zmaga in zmeraj joče. In potem enkrat se pa on odloči, da ga ne bodo našli in se tako skrije, da ga nobeden ne najde in ga potem išče cela vas in nazadnje pokličejo policijo in ga išče še policija in on misli, da se vsi igrajo skrivalnice in da se tudi policaji igrajo skrivalnice in skratka on je res zmagovalec tistega dne, ker pride ven šele, ko ga tišči lulat. No, to sem si jaz res zmislila. Na kar je eden od mojih sinov, ki mu je ime Martin, tomu tisti slikanici pa nastopa Tin in je bil on prepričan, da je to on, zrasel, ki je bil že malo večji in je rekel enkrat, a se ti spomniš, da sem se jaz enkrat tako skril, da so me policaji iskali. Sem rekla, pa to ni bilo res, ja je bilo in je bil grozno prizadet, ker je bil prepričan, da se je to v resnici zgodilo in da sem jaz napisala resnično zgodbo. No. Tako se prepleta fikcija in življenje. Fikcija in življenje v literaturi in v stvarnosti, ja. Ja, res zanimivo. Ja. Ja. Kako se v bistvu tudi lastni spomini in možgani lahko poigrajo z nami. Ne? Ja, da ne vemo, se tudi jaz včasih več ne vem, kaj sem prebrala, kaj sem kje prebrala in ali sem jaz mogoče do nekega sklepa prišla zato, ker sem nekje prebrala ali sem sama nekaj takega doživela. Včasih se tudi meni to pomeša. Pa čeprav se ne spomniš zgodb, ki si jih bral pred 20 leti, ampak imaš nekaj od njih, nekaj ti ostane. Gotovo, ja. Iz te knjige pa nasploh iz tvojega pisanja veje velik posluh za otroke, za to, kako razmišljajo, kako delujejo, kar je seveda nujno za prepričljivost napisanega. Si ti lahko zamisliš, da bi enako prepričljivo pisala, ne da bi bila mama ali učiteljica, torej brez stika z mladimi? In a je kakšna tvoja zgodba nastala še preden si postala mama? Zgodba za najmlajše. Ne predstavljam si, zato ker ne bi mogla, mislim si, da ne bi mogla tako globoko razumeti otroških vragolij. Tako, če nimaš svojih otrok, otroke idealiziraš. Ne? Če nimaš svojih otrok, ves čas samo obsojaš starše, učitelje, vsi se ti zdijo malo prepametni v navednicah, vsi se ti zdi, da nimajo občutka za otroke, da jih samo kregajo. Jaz sem bila grozno kritična, preden sem imela svoje otroke, do staršev, ki so kregali svoje otroke, do učiteljev, ki so kritizirali, da otroci ne ubogajo. Skratka, sploh si ne moreš predstavljati, kaj vse si otroci lahko zmislijo. No? Tako da v bistvu so moje zgodbe, ki so nastale na podlagi domislic iz mojega lastnega življenja z otroki, na nek način povzetki. Jaz nisem prav grozno fajn mama, ne? Jaz nisem idealna mama, jaz se derem, znorim, znam biti zelo zoprna, znam biti taka, da me potem še 10 let sram, ker se spomnim na kakšen dogodek, ampak v bistvu
skozi zgodbo pa to sčistim, ne. Tako pa tudi namaram, da bi bile v literaturi, da bi bili starši idealni, zato ker je to potem idealiziranje. In pol, ko bo otrok to bral, bo rekel, glej, koliko so ti starši fajn, moji pa niso taki, ne. Mislim, to se mi zdi zelo škodljivo. Tudi če so otroci preveč pridni v literaturi ali pa če so starši preveč fajn. To se mi zdi škodljivo, ker pol otrok misli, da samo njegova mama se dere, ne. Ja, pač enostavno ni niti blizu od sebe realnega Ja, življenja. tako, ampak verjetno jaz tega vpogleda sploh ne bi imela, čeprav imam zelo 13 let mlajšega bratca, ampak vseeno ni isti odnos in nisi tako posvečen, ne razmišljaš toliko o bratu, kot razmišljaš o lastnih otrocih. Ja, gotovo je čisto drugačen odnos se vzpostavi. Tako da mislim, da ne, da bi verjetno vseeno bila pisateljica, ampak najbrž ne mladinska, če ne bi imela svojih otrok. Tale knjiga se mi zdi tudi odličen primer družinskega, torej odlična je za družinsko branje, bodisi da jo z otrokom berejo oziroma da jo otroku berejo starši ali stari starši, bodo si tudi lahko sorojenci. Konec koncev sta tudi sestri in brata Nike starejša od nje in mislim, da tudi malo starejši kaj zanimivega ali pa hecnega zase najdejo lahko v tej knjigi. Bi rekla, da je družinsko branje ena posebna vrednota, nekaj, kar je treba negovati? Joj, to je nekaj, kar izumira, po mojem. Seveda ne bi rada posploševala. Jaz še vedno poznam ljudi, ki skupaj berejo in to se mi zdi neizmerno dragoceno. Tega se ne da nadoknaditi z nobeno radijsko igro, z nobenim programom za otroke na televiziji, z nobenimi drugimi animiranji otrok, z nobenimi dogodki v mestu ali pa na vasi. Nikoli se ne da tega nadomestiti. Tako da res je pomembno, ne samo, da starši berejo otrokom, ampak tudi, da kdaj starejši bratje berejo mlajšim. Zato sem res izredno hvaležna, no, da sem opazila, da so moji otroci potem začeli mlajšim brati in da še zmeraj berejo. Ne vsi, no, moram reči, da malo tudi bolečina je tukaj, ker ne berejo vsi več, ampak glede na to, da jih imam 5, bom rekla, da večina še vedno bere. Odlično, torej so zgledi dobro vlekli. Ja, in potem, ne vem, ko pride starejši sin domov, potem bereta mali, bereta zvečer skupaj, to se mi zdi res neprecenljivo. Pa seveda ona zna brati, ampak je to skupno branje tako pomembno. Pa neka vesa, ne, se vzpostavlja ves čas. Tako. Fino je, da v bistvu na tak način tudi odrasli pridejo spet nazaj k literaturi za otroke, ne. Ob taki lepo barviti knjigi, ki je takšna in še boljša tudi notri, ko jo odprete, seveda ne moremo mimo vložka ilustratorja oziroma ilustratorke, v tem primeru je bila to Tanja Komadina. Pa predlagam, da na tem mestu še ona poda neko svoje razmišljanje k ilustriranju te knjige. Besedilo na začetku enkrat ali pa dvakrat sproščeno preberem, da spoznam zgodbo, da se vživim vanjo, pa da spoznam strukturo. Nato pa začnem tisto pravo ilustratorsko branje, ko veliko počrtujem, iščem zanimive detajle, ki bi mi pri ilustriranju prišli prav. Počrtam si neke ključne, zanimive prizore, predmete, opise oseb si izpisujem, ob lisi napišem tudi, na primer, kakšno je vreme ali pa tej zgodbi je pomembna tudi mačka, pa si napišem, kje se pojavi, zato da jo lahko namenoma vključim že kakšno poglavje prej ali kasneje. Vse to mi je pomoč pri zasnovi dogajalnega prostora pa zasnovi likov. Ko začnem, so prve skice likov precej drugačne od tistih končnih ilustracij v knjigi. S tem, ko jih velikokrat ilustriram in skiciram, tako je bilo tudi pri Niki, jih spoznavam in sčasoma postanejo gibi bolj spontani oziroma risba bolj spontana. In tako jih tudi veliko lažje rišem in vedno znova ponovim v drugih prizorih. Drugi korak je, da
celotno besedilo na hitro postavim v računalniku kot eno tako skica preloma, zato da vem, koliko ilustracij je na poglavje in koliko jih bo skozi celotno knjigo. Nekako si najprej postavim celostranske ilustracije, pa potem manjše, pustim prostor za manjše ilustracije. Hkrati z vsem tem že snujem tudi zasnovo posameznih prizorov, kar pomeni, da določene prizore želim nadgraditi tako, da poiščem mogoče nek prav poseben zorni kot, ki bi pač dodal, ne vem, na primer neki dramatičnosti ali pa igrivosti ali pa veselja. Medtem ko pri drugih pa iščem recimo, kako bi lahko to, kar je napisano, narisala ali pa povedala še kako drugače, da ne bom dobesedno tega narisala, kar je napisano. Ves čas pa tudi razmišljam o zasnovi celotne knjige, se pravi tudi o opremi knjige. Če se mi utrnejo tekom dela že kakšne ideje za naslovnico, si jih zapisujem. Potem razmišljam seveda tudi o tem, kaj bo na veznem listu, kaj bo, ne vem, na uvodni vinjeti ali pa pri malem notranjem naslovu ali pa pri kolofonu. Pač vse to se mi zdi pomembno za knjigo. Tako da nekako je res ta izbor in zaznova prizorov za ilustriranje in tudi celotna dramaturgija skozi knjigo se mi zdi ta zelo pomembna, zato ker vse skupaj se zares na koncu dotakne bralca. Nataša, sodelovala si z različnimi ilustratorji. Kako pomemben se ti zdi ilustrator oziroma prava izbira ilustratorja? A bi se strinjala z mano, če malo radikalno rečem, da lahko knjigo bodisi uniči, bodisi jo naredi za polnokrvno, živo celoto? Seveda se strinjam, lahko jo uniči. Zato, ker ljudje pač reagiramo na sliko in če jaz vzamem v knjižnici v roke neko knjigo, ki me odbije z naslovnico, jo niti brala ne bom. Je pa res, da gre to z roko v roki, zato ker dober ilustrator slabega teksta ne bo hotel ilustrirati. Tako da se mi zdi zelo fino, no, da je Tanja to sprejela. Jaz največ sodelujem z njo in z Ano Zavadlav, z njima največ skupnih del in vedno sem zadovoljna. Nikoli sploh nimam nobenih pripomb, včasih mi Ana kakšno testno ilustracijo pošlje pa vpraša, vsa prestrašena ali bo v redu. Jaz nimam kaj reči, meni se ona zdi tako samostojna, Tanja mi niti pošiljala ni, ampak karkoli pogledam, sem zadovoljna. Zato, ker dober ilustrator najde tisto, kar v tekstu ni bilo dovolj povedano, tako nadgradi neke stvari. Jaz, ko gledam ilustracije, si mislim, lej, točno to je zadela in še nekaj je dodala, česar se napisati sploh ne da. Tako da zelo sem srečna vsakič, ko dobim te ilustrirane knjige v roke. Nimam nobene pripombe. Torej se ti ni k sreči nikoli zgodilo, da bi ob kakšni svoji knjigi po tej plati se za glavo držala? Ne, seveda ne. Se to že prej teče v sodelovanju, v dogovarjanju, tako da če bi me recimo kdo vprašala ti, če bi pristala na nekega ilustratorja, ki meni ni všeč, bi pač rekla, da ne, in jaz mislim, da bi vaša založba to upoštevala. Ja, absolutno. Meni se zdi blazno pomembno, da se avtor z mojim predlogom ilustratorja strinja in ga potrdi, in če ga ne, seveda iščemo skupaj naprej. Ja. Kaj pa v periodiki? Tam pa ilustrirajo zgodbice običajno pa zelo širša paleta ilustratorjev. Si tam kdaj doživela kakšno razočaranje? Ja, to pa sem kdaj, ampak ne tako zelo velikega, da bi rekla, kap me bo zadela. Ne, nikoli se mi ni to zgodilo. Pri Cicibanu so točno vedele urednice, kaj imam jaz rada, ampak ne sprašujejo vsakič posebej. No. Pri Mavrici pa tudi me vprašajo,
pa tudi nisem nikoli tako prav razočarana. Se mi je pa že kdaj zgodilo, da sem si rekla, to je pa malo preveč osladno za moj način pisanja. Ne. Zelo se mi zdi nevarno osladno risati junake mojih zgodb. Se mogoče kakšne pravljične, zelo lirične pripovedi drugače delujejo z malo bolj, kako bi rekla, ne osladnimi, ampak tudi z malo bolj liričnimi ilustracijami. Pri mojih tekstih se mi pa zdi, da mora biti da mora biti humor, da mora biti neka igrivost, da morajo biti malo načečkane, ne? Da mora biti malo te čačke noter v ilustracijah, če razumeš, kaj mislim. Ja, razumem, ja. Pa definitivno, ni v njih prostora za liričnost, ampak za živost, za živahnost. Ja. Mogoče prej za akcijo, ne, bi rekla. Ja. Ker tvoji junaki so vedno nabriti, polni energije, nekih idej in v gibanju, ne, tudi ponavadi. No, ampak recimo ena pesem, zdaj sem se pa lih na to spomnila, zato ker sem pol original kupila moji hčerki za birmo, je pa bila ena pesem o rojstvu, ki je bila objavljena v Mavrici in je bila izredno lirična, taka zelo razčustvovana pesem o rojstvu in je Jelka Reichman narisala cvet, vrtnico, tako zelo njeno, ki je tako zelo lirična in noter v cvetu, noter položenega dojenčka. To je mene tako ganilo, to je pa čisto nekaj drugega, ne? In potem sem original kupila, tako mi je bil lep. Ja. Je Nika iz tvoje glave podobna tej Niki? Zdaj je, ko sem jo pa prvič videla, se je pa mogoče morala malo prilagoditi. Moram pa reči, da nikoli niso moji junaki podobni mojim otrokom. To pa sploh ne. V bistvu so postanejo čisto neki drugi otroci, čisto drugi ljudje. In jih imam v glavi. Ne bi pa mogla reči, kakšne barve lase imajo. Zato, ker so v glavi moji bolj njihovi značaji, njihov način delovanja kot videz. Tako da, ko tole zagledam, moram tako malo, kako se reče temu, zdaj sem hotela z računalniškim jezikom si pomagati, updata. Ja, da se mora te slike malo združiti in pol se ujemajo na koncu. Skratka, zdaj si jo posvojila. Ja. Tako, mislim, da se bližamo koncu. In jaz bi se za konec spet oddaljila od te konkretne knjige in te poprašala še o tvojem delu predsednice mladinske sekcije pri Društvu slovenskih pisateljev, ki je verjetno zdaj tudi kar pomemben del tvojega delovanja. Pa je morda tudi za najne poslušalce zanimiva kakšna informacija o delu sekcije znotraj te naše institucije. In me torej zanima, če se obetajo kakšni novi projekti. Ja, moram reči, da zelo z veseljem vodim to sekcijo, da smo res prijetna ekipa, vse se zmenimo med sabo, tudi če se kdaj s kakšno stvarjo ne strinjamo vsi naenkrat, potem vedno najdemo rešitve, ves čas smo dopisno na zvezi, imamo redne seje, zelo smo pridni, delujemo ves čas. Aksinja Kermauner mi je zaupala to nalogo in me prosila, če bi prevzela vodenje. Na začetku mi je bilo malo strah, ker nisem vedela, kako ti procesi sploh tečejo, kaj bom morala delati, ampak neke te organizacijske sposobnosti, povezovanja ljudi in idej imam, tako da res z užitkom to vodim. Smo pa seveda zdaj predvsem vpeti v delo za Bologno, za ta sejem, ki bo leta 2022, če bo Bog dal. Če bomo gostje takrat v Bologni na sejmu, če nam ne bo tale korona še naprej koronala. Tako da zdaj seveda načrtujemo stvari, ki bi jih radi tam pokazali. Izdali smo antologijo 44 slovenskih mladinskih avtorjev, ki je že izšla v angleščini z neko prehodno naslovnico. Zato, ker celostne podobe za Bologno še ni. Zdaj so se zgodile menjave na Javni agenciji za knjigo, tako da zdaj ne vemo točno, kaj nas čaka in seveda čakamo neke razpise, ker brez sredstev mi teh projektov ne moremo speljati. Bi pa radi naredili film. V bistvu zdaj s Sašo Eržen delava scenarij za predstavitveni film. Najprej smo mislili, da bomo naredili predstavo v Bologni, tam na osrednjem prizorišču, prav za udeležence sejma, za založnike. Ampak ker je zdaj taka situacija, da se nekako bolj na posnete zadeve naslanjamo, smo se zdaj odločili, da bo to scenarij za filmček, kar bo seveda podražilo.
te naše projekte, ampak jaz sem še vedno idealist. Mislim, da če boš z dobrim scenarijem nekam prišel prosjačati za denar, da ga boš prej dobil, kot če boš samo z idejo prišel. No. Pa še bolj trajno bo v bistvu na nek način. Sej zato, ker v bistvu, če smo mi tam gostje, pa imamo tam predstavo, pomeni, da je treba vse te ljudi, ki v predstavi nastopajo, tja spraviti, luč pripraviti, ton, vse to zrihtati za enkraten dogodek, ki lahko dosti stane, medtem ko film lahko končno tudi na internetu predvajaš, če bi bila taka situacija, kot je letos, ne? Ko je bil recimo slovenski knjižni sejem na internetu, frankfurtski sejem je bil na internetu. Meni se sicer to zdi grozno, ampak je vseeno boljš kot nič. Ja, s tem se pa tudi jaz absolutno strinjam. Ja. Ja, super, no, veseli me, da ste tako dejavni in da ves čas razmišljate in delujete. Tako, mislim, da smo tudi mi dve tale dogodek pripeljali do konca. Nataša, hvala, da si vzela čas in se pripeljala v Ljubljano. Jaz ti seveda želim še veliko pisateljskih zadovoljstev in se veselim tudi vseh najnih prihodnjih skupnih projektov. Dragi prevajalci, hvala tudi vam za pozornost in uspešno prevajanje vam želim in seveda veselo druženje z Niko.